Drage državljanke, dragi državljani, lep pozdrav. Lepo pozdravljeni v ekskluzivni oddaji o posebnem prazniku, ki ga praznujemo 25. junija. To je dan državnosti. Na ta dan se spominjamo dne, ko je Slovenija pred 29 leti postala samostojna in neodvisna. Na ta dan je slovenska skupščina sprejela deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, ki sta bili razglašeni naslednji dan. Torej, glasujemo o predlogu tega ustavnega akta. Kdor je, prosim, za? 180. Torej. Proti, ja, še? Kdo je proti? Dva sta proti, vzdržani? 12 vzdržanih. Ugotavljam, da je temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije sprejeta s potrebno dvotretjinsko večino glasov. Že pred 29 leti? Ja, to je bil pomemben dan. Večina, ki je bila zraven, se dobro spominja tega dne. Prisluhnimo pesmi Toneta Kuntnerja z naslovom Zraven sem bil. Zraven sem bil, ko se je svitalo. Ko se je svitalo. Zraven sem bil, s svojimi sanjami. Vso dolgo noč sem v sanjah govoril. Kričal v sanjah. Umiral v sanjah. Kajti sanjal sem sanje svojega naroda. Z njim sem prisanjal svit tisočletja. Zraven sem bil. Tistega jutra. Tistega dne. Kaj pa tisti, ki niso bili zraven? Je tudi za njih to pomemben dan? Absolutno. Ta dan je oblikoval zgodovino našega naroda. Čeprav je bilo le 180 poslancev tistih, ki so tistega dne glasovali za razglasitev neodvisnosti, je med njimi stalo 1.289.369 Slovencev ali dobrih 88% volilnih upravičencev, ki so pol leta predtem glasovali za samostojno in neodvisno Slovenijo. Vsi ti so bili na nek način zraven. Pravzaprav smo na nek način zraven tudi vsi mi, ki danes živimo v posledicah te odločitve. Ej, kaj pa naši učitelji? Misliš, da se oni še spominjajo tega dne, tega časa? Poglejmo si reportažo, ki so bili na ta dan oni. Kako se spominjate dne okoli 25. junija 1991? Ja, jaz stresnih spominov na leto 1991 nimam, tudi na ta datum ne. Sem pa gotovo prepričan, da sem ta dan jokal. Morda tudi od ganjenosti, ker smo Slovenci dobili svojo državo. Poleg tega sem gotovo tudi lulal in kakal v plenice, pa pasel v kravice in temu podobne reči. O tem, v kateri državi smo živeli, o tem, da se osamosvaja naša država, nisem imela pojma, saj sem bila stara 4 leta. Smo se pa v tistih dneh, ko se je začela vojna, vse dneve igrali zunaj na ulici. In starši so rekli, da če bo še sirena, da moramo hitro priteči domov. Potem smo spokali en velik pehar Milka čokolad iz Avstrije, plenice, kjer sem imela brata dojenčka, in se pripravili, da bomo mogoče nekaj časa preživeli v kleti. Nekateri med učenci ste mogoče že slišali, da je vojna za Slovenijo trajala 10 dni. Ampak v bistvu je trajala 11 dni. V krajih, kjer sem bil namreč jaz doma,
so jugoslovanski tanki po ulicah vozili že en dan prej, tako da so bili tisti dnevi kar napeti. To so mi seveda povedali starši. Jaz sem bil takrat star 5 let in se vsega ne spominjam dobro. Se pa spomnim, da sem med alarmom za zračni napad v vrtu nabiral kamilice za čaj. In še zdaj po 29 letih rad pijem čaj in imam rad Slovenijo. Ja, spomnim se predvsem dni vojne za Slovenijo. Spomnim se, ko so čez naš blok leteli migi, ki so potem šli nad mejni prehod Karavanke, in spomnim se, kako so sosedje leteli v klet, mi otroci smo se pa zunaj brezskrbno igrali. Spomnim se tudi, ko smo šli potem prvič čez Avstrijo po osamosvojitvi na Koroško in kako so bile zamenjane že table in nova zastava, in sem nekako takrat že tudi občutil ta ponos mojih staršev in nekako to evforijo, ki je bila takrat v zraku. Ne spomnim se prav veliko. Takrat sem bila stara samo 3 leta in pol. V spominu pa mi je ostalo, da se je v času osamosvojitvene vojne mimo naše hiše pogosto vozil gospod na motorju. Starši so mi razložili, da zato, ker živimo v bližini gozda. In ta gospod je preverjal, če se v gozdu kaj sumljivega dogaja, če se mogoče kdo tam skriva. In če še malo pomislim, se spomnim še tega, da sem takrat stalno nosila s seboj plišastega medvedka, da ga slučajno ne bi pozabila, če bi se bilo potrebno v primeru bombardiranja skriti v zaklonišče. Jaz sem zelo vesela, da imamo svojo državo in hvaležna, sem ponosna Slovenka, želim pa si, da bi bili kot narod bolj enotni in bolj pozitivno naravnani. Leta 1991 sem bila stara 9 let in v času osamosvojitve sem zaključevala 3. razred osnovne šole. Spominjam se, da je bil papež in s tem država Vatikan ena prvih držav, ki je priznala samostojnost Slovenije. Za osamosvojitev ima velike zasluge nadškof Alojzij Šuštar, ki je predhodno bival v Švici in je spletel pomembne vezi sodelovanja z različnimi diplomanti. Francija v času osamosvojitve ni še imela izdelenega mnenja. Nekoliko je bila zadržana glede naše osamosvojitve. Takratni francoski predsednik ni želel privoliti v našo samostojnost. Predsednikov sin in Pedro Opeka pa sta bila prijatelja. Povezoval jih je nogomet in to prijateljstvo je pripomoglo k francoskemu priznanju naše samostojnosti. Spominjam se razglasitve Slovenije za samostojno državo. Ta dan so goreli krestovi. Čutila sem veselje v srcu mojih domačih. Vaščani smo se zbrali, zakurili kres in peli. V tem času sem jaz maturirala in vsi smo bili navdušeni zaradi tega, ker smo postali samostojna in neodvisna Republika Slovenija, in to smo res peli pesmi vse možne in nemožne, tako da je bilo veselje zelo veliko. Junija 1991 sem bil jaz star 10 let. In najbolj mi še danes ostaja v spominu dogodka, ko sva z mamo šla gor na en hrib, Kudoč mu rečemo, kjer se kuri kres. In mama mi tam malo razlagala, da bomo kres kurili, da je to stara slovenska navada. Sem rekel, kje sta pa ata pa sestra moja, Marta, je rekla, v Ljubljano sta šla. Sem rekel, zakaj pa? Je, ker mu je tam eno proslavo. Tako sem takrat jaz to razumel. Kakšno proslavo pa? Ja, državo bomo zdaj dobila. In nekako mama je vedela, da zna biti to nevarno. Je rekla, zdaj se lahko marsikaj zgodi, in v tistem, ko sva korakala gor proti kresu, je rekla, veš kaj, dajmo tisto zapeti. Nič nam ne morejo. Nič nam ne morejo, če smo veseli. In sva korakala gor proti kresu in to pela. Ta dan so na slovenski televiziji pokazali čudovito proslavo. Poklicali pa so nas prijatelji iz Nizozemske, ki so nam povedali, da so na njihovi televiziji prav tako prikazali proslavo, hkrati pa so pokazali takoj zatem tudi tanke, ki so bili pripravljeni na napad Slovenije. V četrtek, 27. so se poglasile sirene
in naznanila, da nas nekdo napada. In vsi z bloka smo preleteli dol in pol, ko smo bili dol spodaj, otroci so jokali, eni so bili še v pižami, eni so gledali smo gor v nebo, kako so preletavala letala, so šli proti Krvavcu. Potem so nam pa, eden je prišel dol in rekel, da je treba iti v zaklonišče. Pa smo šli v zaklonišče, tam je bilo zatohlo, zelo slab zrak, tako da otroci smo kar majčkeno kukali ven skozi tista vrata, jih odpirali pa zapirali. Potem je bilo konec nevarnosti in smo šli domov, usedali se pred televizijo in tam čakali, kako nas bojo obveščali. In pol v naslednjih dneh je bil pa res vojna. Smo pa, ne vem, tudi nad Šentjoštom so leteli avioni, kdaj smo se tudi pri nas šli skrit v klet noter. Ampak jaz sem čutil tisto, kar je mama takrat rekla. Nič nam ne morejo, če smo veseli. In v resnici smo bili takrat Slovenci tako veseli, združeni, močni, da smo zmagali in dobili svojo državo. To bi se spomnil. Moram reči, da sem bila takrat bolj okupirana z vzgojo majhnih otrok in ko se je začela tale vojna, je bil mož kot prostovoljc pri gasilcih vpoklican oziroma bil udeležen tam in sem bila sama z otroki doma. Najbolj me je razjezilo me je to, ko je avion prebil zvočni zid nad Ljubljano. Se niti nisem ukvarjala kaj in kako, samo razjezilo me je, ker so se oba otroka zbudila. In sem rekla, kako morajo zdaj delati tak cirkus, ko morajo otroci spati. Spominjam se siren, ki so oznanjale nevarnost. Takrat smo odšli v klet in molili. Spominjam se tudi letal, ki so preletavale našo državo. V letalih so bile bombe. Zakaj niso bombardirali, ampak so bombe odvrgli v Jadransko morje. Zato ima velike zasluge nadškof Perko, ki je bil takrat beograjski nadškof in je odločilno pripomogel, da nas niso zbombardirali. In potem smo šli domov, prižgali takoj televizijo, da vidimo, kaj se dogaja, kaj bo. In takrat je gospod Jelko Kacin povedal, da nas je napadla jugoslovanska armada in da smo v vojni. Potem so pa nas prosili, da pač starejši, da so lahko šli v imobilizacijo, se pravi, da so postali vojaki. In potem smo gledali Janeza Janše, še potem kaj je imel zapovedati, pa Igorja Bavčarja. Smo bili pa kar vsi tako prestrašeni, nismo vedeli, kaj nas bo čakali in jaz sem si razmišljala, zdaj pa še pri nas vojna, to smo gledali samo v Ameriki ali pa v filmih. Tako da strah nas je bilo, pa v trgovino tudi nismo upali kaj dosti hoditi, ali pa naprimer je šla sama mami po moko, zato da je lahko kruh naredila. No in to je to. Potem, ko sem to povedala možu, je bil v bistvu najprej malček razočaran nad mano, da ne jemljem resno stvari, ker on kot gasilec, ki je bil zadolžen za varovanje ljudi, premoženja in kot poveljnik prostovoljnih gasilcev se je točno zavedal, da je tule v Šentvidu vojska, ki ima tanke, ki v vsakem trenutku lahko izidejo in da smo mi 2 kilometra stran. Torej se njega je bilo strah, kaj bo z njegovo družino. Nekaj dni pred osamosvojitvijo smo na avtocesti opazovali, kako jugoslovanska vojska tovori velike tanke proti Brniku. Spraševali smo se, čemu je to namenjeno. No, čez par dni smo videli, da je to bilo zaradi vojne. Med vojno pa se spominjam, kako smo trepetali, ko so nas obletavali avioni, helikopterji. Še danes se živo spomnim, kako sem stala pod našo veliko hruško in ko je priletel mimo helikopter, kako so vojaki uperjeni s puško proti meni me gledali z oči v oči, no in hvala Bogu so odleteli mimo. Ti dnevi so bili zelo slovesni, pa tudi zelo tragični. Slovesni zaradi tega, ker smo videli prvič slovensko zastavo, ker smo toliko peli himno, ker smo toliko praznovali. Tragično pa zaradi tega, ker v Škofji Loki je jugoslovanska armada streljala iz vojašnice
in zadela enega 18-letnega kolega. Bilo je v trenutku, ko sva na drugem koncu mesta igrala s najboljšim prijateljem šah in to so bili taki streli, da sva se tako zelo zdrznila, da sva podrla vse te figure in v tistem trenutku je pač ta naš prijatelj umrl. Vidiš, tudi če nisi bil tam ali se sploh še nisi rodil, je to za Slovence poseben dan. Morda se komu zdi samoumeven, toda to je daleč od resnice. Seveda, ta dan se ni le zgodil in potem so živeli vsi srečno do konca svojih dni, marveč se je za tem dnem odvila prava pravcata vojna. Vojna, in to v Sloveniji. Tako je, po razglasitvi Demokratične republike Slovenije 26.6. leta 1991 je Slovenijo doletela osamosvojitvena vojna, v kateri so slovenski teritorialci in policisti premagali eno najmočnejših evropskih vojsk, jugoslovansko armado. V vojni je imela jugoslovanska stran 44 mrtvih in 146 ranjenih. Slovenska stran pa 19 mrtvih in 182 ranjenih. Ubitih je bilo 12 tujih državljanov. V 10 dneh vojne, ki je sledila razglasitvi samostojnosti, je bilo 72 večjih in manjših spopadov. In šele potem, ko je bila intervencija 3. julija končana, je Slovenija lahko v miru zaživela. To je resnični razlog za veselje. Človek bi kar zaplesal. Poglejmo, kako zaplešejo učenci 2. A. In tudi vi, gledalci, lahko zaplešete z njimi. To, da smo neodvisni, je resnični razlog za veselje. Slovenija je danes samostojna država, ena od 193 držav članic Združenih narodov. Ampak narodnosti pa je precej več, kaj ne?
Da, zares ni samoumevno, da ima vsak narod tudi svojo državo. Na svetu je več kot 650 različnih narodnosti in manj kot 200 priznanih držav. In naš narod ima svojo državo. Res smo lahko hvaležni. Pravzaprav nam je kar lepo. A veš, kaj se mi zdi? Kaj? Zdi se mi, da je dan državnosti in vse, kar predstavlja, res nekaj pomembnega. Ja, se strinjam. Ni samoumevno in nosi pomembno sporočilo. In nekaj, kar smo lahko ponosni in kar dejansko lahko praznujemo. Celo ne samo zaradi konca šolskega leta. Pravzaprav ti bom kar čestital. Ok. Čestitam ti za dan državnosti. Tudi jaz čestitam tebi. Prisluhnimo pa, kaj nam bo v tem dnevu povedala gospa ravnateljica. Drage učenke in učenci, spoštovani učitelji, dragi vsi zaposleni na osnovni šoli Alojzija Šuštarja. Jutrišnji državni praznik, ko se spominjamo dneva, ko je Slovenija razglasila neodvisnost od države Jugoslavije, je res dan, ko smo uresničevali svoje sanje, sanje naših prednikov. Kaj pomeni razglasiti neodvisnost, si lahko predstavljate že sedaj, ko sanjate v svoji mladosti, da boste nekoč zaživeli svoje samostojno življenje, neodvisno od vaših staršev, svojim denarjem, v svojem poklicu in svojimi uresničenimi sanjami. Tako nekako so si naši predniki želeli v preteklosti, da bi zaživeli v svoji državi, svojimi pravicami, svojimi ustanovnimi temelji, ki oblikujejo vsako pokončno državo, tudi Slovenijo. To je res dogodek, ki smo se ga takrat vsi zelo veselili. Sama sem bila študentka in spomnim se tega veličastnega trenutka. Tako da res čestitam ob dnevu državnosti. Hkrati pa, seveda pred nami so počitnice, za nami je zelo pestro šolsko leto, kar večkrat smo ga začeli, ne samo 1. septembra, in še sanjalo se nam ni, kaj vse nas bo doletelo, ko smo 1. septembra lanskega stopili v to našo ljubo stavbo. Tako da s tako ljubeznijo, kot smo začeli, bomo danes tudi končali in se veselili dnevov, ki bodo pred nami. Naj bodo polni, naj vam uresničijo vaše sanje o počitnicah, preživite jih skrajno lepo, v povezanosti sami s sabo, z družino, z naravo, s svojimi najljubšimi konjički, s knjigo, s športom in seveda v druženju s prijatelji. Ostanimo zdravi in imajmo se res lepo. Lepe počitnice. Hvala, gospe ravnateljici, za te besede. Tudi midva vsem vam želiva lepe počitnice in vse dobro ob dnevu državnosti. Ostanite zdravi. Nasvidenje.